Prve aktivnosti so se začele v juliju leta 1990, ko se je iskala rešitev za služenje vojaškega roka nabornikov iz Slovenije v 5. vojaškem območju. Takrat je Skupščina Republike Slovenije pripravila zahtevo za predsedstvo SFRJ in iskale so se tudi druge rešitve, ker se je pričakovalo, da predsedstvo te zahteve ne bo sprejelo. Takrat so nastale prve ideje o tem, kako bi usposabljali vojake v organizaciji republiških organov izven JLA. Istočasno je bil sprejet tudi sklep, da delovna skupina ni zadostna organizacijska enota, da tako zahtevne naloge realizira in se je začela formirati nova organizacijska enota, poznejša prva uprava republiškega sekretarijata. Ta uprava je od začetka leta pa do 15. maja izvedla vse potrebne priprave, da je zagotovila izbor kadrov, ki so usposabljanje vodili, pripravila programe, potrebno je zagotoviti bilo uniforme in še veliko teh aktivnosti. No in to je bilo uspešno narejeno, čeprav so nekatere uniforme prihajale z zadnje minute, ampak naborniki, ki so prišli 15. maja v IK in Pekre, so bili priskrbljeni in usposabljanje se je lahko začelo. Smo na strehi Doma obrambne vzgoje v Mariboru, v Pekrah točneje, kjer je zdaj učni center Slovenske vojske. Danes je prišel tukaj dopoldne do precejšnjih zapletov. Dom so obkolile enote Jugoslovanske ljudske armade in ravno kar zdaj je ura 14 in 19 minut, so prišle nove oklepne enote Jugoslovanske ljudske armade, ki so obkolile ves ta dom in tukaj potekajo pogajanja. Že pomladi leta 1990 sem slovenskemu političnemu vodstvu in tudi Slovenkam in Slovencem zagotovil, da bo teritorialna obramba v primeru potrebe z orožjem zavarovala samostojnost Slovenije. Takratne obrambne sile je sestavljala teritorialna obramba in slovenska policija in seveda velik del civilne strukture, ki se je pripravljal tudi na osamosvojitev. Jugoslovanska armada je na slovenskem prostoru štela več kot 22.000 mož. V vojno so bile vključeni tudi potenciali armade zunaj slovenskega prostora in vojaško letalstvo. Na območju Slovenije je bilo v 10 dneh več kot 72 oboroženih bojev. V teh bojih je teritorialna obramba skupaj s policijo dosegla zmago. Zmaga je bila rezultat učinkovitega vodenja in poveljevanja in sodelovanja obrambnih sil in civilnih struktur. Obrambne sile so z manevrom manjših enot izvajale bojne spopade na celotnem slovenskem prostoru. Teritorialna obramba pa je v tej vojni lahko zmagala samo zaradi dolgoletnih priprav in zaradi njene pripadnosti Sloveniji in slovenskemu narodu. General Janez Slapar je 26. oktobra leta 1991 v Kopru raportiral predsedniku predsedstva Republike Slovenije Milanu Kučanu, da je zadnji vojak Jugoslovanske armade zapustil Slovenijo. Tako se je začelo tudi preoblikovanje teritorialne obrambe iz vojnega v mirnodobno stanje. Temeljna naloga je še vedno ostalo usposabljanje nabornikov, vendar se je že takoj na začetku pokazalo, da je potrebno organizacijo dopolniti predvsem z rodovskimi enotami, zlasti artilerijo, inženirijo, letalstvom in zračno obrambo. Temu primerno je seveda bilo potrebno organizirati enote in jih popolniti z sodobno tehniko. Bistvena težava v tem je bila ta, da je neposredno ob Sloveniji še vedno divjala vojna na Balkanu, da je bil v veljavi embargo, ki je prepovedoval uvoz orožja v Slovenijo in v takih primerih je pač potrebno prilagoditi svoje potrebe dejanskim zmožnostim. Po letu 1994, ko je Slovenija postala članica partnerstva za mir, se je začelo tako imenovano prilagajanje naše organizacije in naše strukture tudi strukturi NATO vojska. Tudi usposabljanje se je v tem pogledu precej spremenilo in
tako imenovano uvajanje partnerskih ciljev je omogočilo Slovenski vojski, da je pridobila potrebne izkušnje, potrebno znanje, ki je bilo zahtevano za izpolnjevanje pogojev za vstop v NATO. V 3 letih, ki so bila na voljo, je Slovenska vojska doživela velik napredek, vendar prva razširitev je z političnih razlogov seveda šla mimo Slovenije, Slovenska vojska pa je nadaljevala z razvojem in v letu 1998 pravzaprav dosegla tisti kritični trenutek, ko je prišlo do enega zelo velikega preoblikovanja Slovenske vojske. Torej, vojsko smo oblikovali po načelu NATO držav in jo kot tako seveda tudi pripravili za naslednja pogajanja za vstop v NATO. Ob koncu 90-ih let so se v Slovenski vojski zvrstili številni dogodki. Prevladalo pa je prepričanje, da samo celovit razvoj kadrov zagotavlja Slovenski vojski prehodnost iz družbe v vojsko, iz vojske v mednarodno okolje in nazaj v civilno družbo. V vseh vojskah so v ospredju ljudje, njihova izobrazba, usposobljenost in izurjenost. V tistem obdobju je bilo za Slovensko vojsko značilno, da dejansko je bila velika neuravnoteženost med temi 3 dejavniki, kar ne pomeni, da je to bilo nujno slabo v vsakem pogledu. No, to smo reševali tako, da smo pač v vodstvene time na posameznih nivojih poveljstev združevali ljudi, ki so imeli pač različno izobrazbo, nekateri so imeli fakultetno, nekateri iz vojaških akademij, nekateri tudi izobrazbo in usposobljenost v tujini in smo dobili tisto pomembno in potrebno kvaliteto za naše delovanje. Vzpostavili smo operativno raven poveljevanja Slovenske vojske z vzpostavitvijo 3 operativnih poveljstev Slovenske vojske. Takrat je bila velika dilema, ali gremo v vzpostavitev operativnih poveljstev, ki so na nek način statične organizacijske oblike poveljevanja, ali pa damo to operativno poveljevanje bolj v roke brigadnim poveljstvem. Vendar opremljenost in usposobljenost in izurjenost pripadnikov Slovenske vojske narekovala drugačno odločitev, torej operativna poveljstva. To je bilo tudi obdobje hitrih menjav obrambnih ministrov, zvrstilo se jih je 5, kar je močno vplivalo tudi na razvoj vojske. Slovenija se je prvič predstavila zavezništvu in leta 1998 gostila veliko logistično vajo CAE 98. Jeseni 2000 je sledila taktična vaja Slovenske vojske, ki je bila drugačnih razsežnosti, vendar zelo pomembna za njen nadaljnji razvoj. Torej, vajo Odločen odgovor leta 2000 smo dejansko izvajali v realnem okolju, v realnem času, z realnimi silami, takšna kot pač je bila Slovenska vojska v tistem momentu. Še posebej je tisto obdobje zaznamoval velik upad interesa za služenje vojaškega roka. No in mene osebno je ta vaja dejansko prepričala, da Slovenska vojska mora narediti en korak naprej k profesionalizaciji, torej k profesionalnemu popolnjevanju Slovenske vojske. Vstopili smo v novo obdobje, kjer dodana vrednost ni v vojaški tehnologiji, ampak v vojaškem znanju. V Slovenski vojski smo ga skozi leta pridobili in utrdili toliko, da ga že znamo in tudi zmoremo posredovati tudi sosednjim vojskam. Vedno bolj postaje jasno, da so izkušnje rezultat dobrega dela posameznika in pa nas vseh skupaj.